Živa družba, spet sem jaz. Dobrodošli na mojem kanalu. Moje ime je Jana, za vse tiste, ki ste novi. Če še niste del moje YouTube družine, vas vabim, da aktivirate spodaj zvonček in se tako vpišete brezplačno na moj kanal, tako da boste obveščeni o vseh novih vsebinah vsakič, ko so objavljene. Če vam je ljubše, pa lahko na koncu videa kliknete na kremšnito in se boste tudi s tem brezplačno naročili na moj kanal. No, znašli ste se v kotičku, ki se imenuje Bela palica, in sicer tukaj vedno govorim nekaj v zvezi s temami, ki so kakorkoli povezane s lepoto oziroma slabovidnostjo. Imam pa tudi en drug kotiček, ki je pa na temo Mehika, pač ker jaz živim v Mehiki in tam so pa druge teme in tudi tja vas vabim, je pa posneto v slovenščini, angleščini in v španščini. Takole. No, tema tega tedna pa je, ne vem, kako bi jo poimenovala, ampak kako nas ljudje gledajo, opazujejo in celo buljijo. Ena izmed mojih največjih skrbi je bila, ko sem jaz začela vic googlati, da zdaj bodo pa vsi začeli buljiti vame vsakič, ko bom šla mimo s palico, belo palico. In dejstvo je, da smo pač ljudje taki, da ne želimo štrleti ven iz povprečja, niti zaradi naše višine, teže, barve las, barve oči, kakršnekoli fizične zadeve, pač da bi ljudje strmeli v nas, to nam pač ni všeč. Seveda radi stopamo, ne vem, kot odlični študentje, uspešni podjetniki, ne vem, slavni igralci, pevke, to ja, ampak kar se tiče pa fizičnih zadev, pa nam pa ni nekako všeč biti drugačni na ta način, da bi pač zbujali nezaželeno pozornost. Skratka, moja skrb je ena zelo običajnih skrbi, ne, pač nam nekako ni všeč, da bi ljudje iz takih zdravstvenih razlogov pač buljili v nas. No, in sem jaz s tem mojim inštruktorjem, Jose Luisom, govorila in sem rekla, veš kaj, Jose Luis, meni se pa zdi, da pa vsi vame buljijo. No, tudi ne omenjam, da on tudi ne vidi. In je rekel, ja, seveda vate buljo, saj vem, da buljo vate. Sem rekla, kako to misliš? Ja, zato, ker sem toliko lepa, sem se hecala, rekel, ne, zaradi tega, ker imaš palico. In to je dejstvo, no, in na srečo smo še vedno v manjšini. Večina ljudi je videčih in enostavno pač ne pridejo tako pogosto v stik s slepo ali slabovidno osebo in jasno, da pač vzbuja pozornost in zanimanje. Recimo, če jaz hodim s palico, verjetno ljudje obračajo in jih pač prvo, kar je, da vidijo, kdo je ta oseba, ki dela hrup s palico. Druga zadeva jih verjetno zanima, kako se jaz lahko sama premikam, če rabim kakšno pomoč ali kako, ne vem, verjetno si ne predstavljajo, no, kako pač hodim jaz v taki situaciji. Če smo pa kje v kakšni restavraciji ali pa lokalu, kjer kaj jemo ali pa pijemo, da ne bo pomote, niso to alkoholne pijače, jih pa verjetno tudi zanima, če sem jaz sposobna sama jesti ali piti ali kakšno pomoč potrebujem pri tem, in se mi zdi, da je to čisto nezlobna radovednost, ne, pač naravna radovednost in da jih zanima to. No, jaz mislim, da to ni zlonamerno. Jaz pač štartam iz točke, da ni to zlonamerno. Zdaj, če pa kdo škodoželen in če ima kakšne neumestne pripombe, ja, to ne pa vsak sam svojo vestjo prav zvečer, ko gre spat. Jaz sem zaposlena s svojimi situacijami toliko, da se mi res ne ljubi še upadati, če ima kdo kakršnekoli negativne ali pa slabe misli ali pa pripombe. Tako da jaz se s tem res ne ubadam. Jaz recimo jasno, da tega ne moram početi, če ne vidim, kako bom jaz v nekoga buljila. Ampak sem imela pa jaz že prej navado, da včasih, ko smo se kam usedali za kaj pojesti ali pa popiti, sem jaz na ušesa vlekla pogovor. Tudi prav nič zlonamerno, ampak včasih pač od čisto neznanih ljudi sliši človek kakšne zanimive teme ali pa zanimiva mnenja. In pač tako, v razvedrilne namene, nič škodoželjno, nič zlonamerno. In potem sem to opustila, sem rekla, da to pa res ni prav, ne. To pa pač posegam jaz v zasebnost in tega pa jaz ne bom več počela. No, zdaj sem pa spet zadnje čase začela početi. Se pravi, da je to za moje pojme to približno enakovredno, kot v nekoga strmeti in buljiti, ne. Še zlasti, če oseba ne vidi, tudi jaz pač posegam v zasebnost na nek način. In tudi jaz to ne počnem prav nič škodoželjno in nič zlonamerno. Mene osebno zdaj, ko sem pač sprejela, da vsaj ta moment nimam ravno oka sokolovega, me ne moti, če me opazujejo, ker pač sem sprejela to situacijo prej, ko pač mi je pa težko padla ta zadeva, ko sem jaz še
morala močno delati na tem, da sem sprejela, da pač ta moment ne vidim. Takrat so pa me te zadeve prizadele in mi niso bile nič prijetne, moram reči. Ampak še tudi dan današnji so pa momenti, ko mi pa ni všeč, da me nekdo opazuje, in to je zlasti takrat, ko kuham, recimo. Zdaj, kadar se jaz lotim kuhanja, zdaj sem jaz tako kot tisti kuharji iz televizijskih oddaj, jaz si vse moram pripraviti na mizo, čisto vse sestavine, vse tudi ostale zadeve, ki jih bom potrebovala, ne vem, lonec, mikser, nož, kuhinjsko desko, vse, kar bom potrebovala, in si moram posortirati to na nek način tako, da jaz vem, kje so stvari. In potem počasi začnem pač dodajati stvari in jih pripravljati. In ker si jaz zdaj pač ne morem več pomagati z vidom, se jaz hitro izgubim pozornost, recimo, če bi se kdo z menoj pogovarjal medtem, ko jaz nekaj počnem. Oziroma, če imam občutek, da sem pod pritiskom. In to se mi pa zgodi takrat, ko je ena oseba v bližini mene in je popolnoma negibna, in ker niti govori, niti se ne premika, vem, da me oseba opazuje, in v tistem primeru pač me znervira. In je zelo verjetno, da bom pozabila, kam sem kakšno stvar postavila, da se bom kaj zmedla, da bom v napačnem vrstnem redu počela, da bom imela kakšno nesrečo pri kuhanju, ne vem, sem mogoče opekla, ko bom lonec prijela. Skratka, ni mi všeč, da mi nekdo pod roke gleda, kadar jaz kuham. In očitno, prej me ni toliko motilo, me je, ker nisem bila toliko dobra kuharica, ampak še vseeno manj kot zdaj, ker pač, če me nekdo opazuje zdaj, kadar kuham. In očitno nisem jaz nikakršna izjema, zaradi tega, ker sem vprašala še 2 slepi prijateljici, ki tudi kuhata, in tudi njima ni všeč. Oni 2 najraje vse pripravljata prave mojstrovine kuharske. Ampak oni 2 to najraje počneta, kadar sta same in ko so pač gosti. Jima je najljubše, če nekdo drug postreže, ker iz istega razloga pač postane človek nervozen. Ali pa da vsaj ne kuhata v tistem momentu, ko so ljudje tam. Jaz upam, da se vam je zdel video zanimiv. Če imate slučajno vi tudi težave z vidom, ne ženite se to k srcu, če vas ljudje opazujejo, saj pravim, to je zgolj iz radovednosti. Če pa kaj škodoželjno, pa glejte, vse se vrača, vse se plača, pa ne, to ne rečem pač iz škodoželjnosti, ampak ne vsak s tem sam opravil. Mi imamo dosti drugih težav in dosti drugih nalog vsakdanjih, tako da je škoda časa in energije zapravljati, če kdorkoli slučajno s kakšnim škodoželjnim namenom kaj opazuje. No, če pa ste vi prijatelji slepe ali slabovidne osebe, pa upam, da boste upoštevali, no, da večina nas je nervoznih, če nam nekdo pod roke gleda. Mogoče vam bo to koristen podatek. Čeprav si predstavljam, da vi dobro namerno opazujete, če bi bilo treba kaj na pomoč priskočiti ali da bi kakšno nesrečo preprečali, ampak vsaj v mojem primeru mene to bolj iztira vrže kot pomaga. Jasno, da lahko naš video delite z vsemi, s katerimi mislite, da bi jim prišlo prav ta informacija, in ne pozabite aktivirati zvončka. Se vidimo tukaj prihodnji četrtek. Adijo!